Mislim, da za Slovence tudi bi bilo zanimivo, da gospa iz Rusije in gospa iz Ukrajine govoriva med seboj v slovenščini. To je čisto neobičajno. Koliko časa si tu v Sloveniji? Sva v Sloveniji 2 leta. In čem pa je skrivnost, da tako dobro govoriš slovensko? Sem začela učiti slovenski jezik še v Rusiji, preko spleta, preko interneta. Sama? Sama, ja, tako. Potem smo imeli tu na Ptuju, na Ljudski univerzi tečaj slovenščine. Tudi vsak dan v svoji trgovini pogovarjam z ljudmi. To je dobra praksa za jezik. Ja, vrhunsko, res, svaka čast. Mi dva sva odprli svojo trgovino tu na Ptuju. Imam kostiume za prodajo, tudi izposoja, tudi šivam po meri. Več nam pomaga naše društvo Cesarsko kraljevi Ptuj. Moj mož našel preko spleta plesnu skupinu Pelegrina in plesna vodja Lirija Zemljarič, ona nas povabila na plese, da bi sva prišla, malo pogledala, zaplesala. In to je res taki dobri ljudje, ki nam več pomagajo. Tudi na otvoritvi razstave bilo naše društvo Cesarsko kraljevi Ptuj. Naša predsednica Marija Hernemasten lepe, dobre besedile rekla o moji dejavnosti. A kako ste odločili narediti ta razstavo? No, sem vprašala direktora hotelja Mitra, ali lahko bi naredili razstavo tu v teh lepih prostorih. Prva razstava bila aprila. To je moja druga razstava v prostorih hotelja Mitra. In smo odločili, da boljše bi bilo, da bi kostiumi bili 19. stoletja. Mislim, da vsak človek more vsaj enkrat v življenju obiskati tako trgovino s takimi lepimi oblačilami in tudi z takimi prijetnimi, prijaznimi gospodarji, ki tako vljudno se obnašajo do ljudi, do strank in ni izgleda na splošno, da to je kot biznes, podjetje, ste stranka. Ne, ti do vsake stranke imaš tak odnos kot do prijatelja in to tako zelo prijetno.